pač ima seveda na znanje, za koga za znanje, pa vsekakor ni pri 40 urah. Ampak je maksimalna kreativnost je, oziroma maksimalna produktivnost je pri nekje 32 urah. Dela. Avstrijci štejejo delo, malca ne šteje zraven. Ampak, kaj se pa zgodi? Vstajajo življenjska obdobja, kjer je pač tudi 32 ur za optimalno produktivnost praktično nedosegljiva. Ta življenjska obdobja so pač takrat, ko imamo majhne otroke, običajno pa pač recimo na populacijski ravni, pa so še kakšno drugo. Pa zdaj so Angleži zelo izpostavili, tudi pa zdaj 3 leta nazaj so izpostavili pač to postopno upokojevanje s polovičnim delovnim časom, ki se tudi veliko boljš obnese za življenjsko kvaliteto posameznika. Tudi veliko boljši prehod je mladih na trg dela, ker pač s postopnim upokojevanjem za zniževanjem delovnega časa se dosega pač, da pač tista oseba, ki neha delati, ne hkrati uvaja mlajšo osebo in tako naprej. To je pa zdaj angleški bolj vidika. Pač pokazali se je, da v državah, kjer več ljudi, kjer je pač večja prisotnost, ker pač več ljudi dela v manjšem obsegu ur, je pač produktivnost višja, pač ne samo to, je pač brezposelnost nižja, ker se dela pač bolj deli. To je v bistvu ta vidika. Pri nas je pa pač tako, da je polovični delavnik, dobiš polovico po pokojninski dobi, ko se marsikdo za to ne odloča. Ljudje se bojijo izgubiti službe, zato ker se vrednoti le polni delovni čas, ne pa samih kvalitete izvedenega dela v danem času. V osnovi. Jaz mislim, da kar sem delala v javni upravi, se je najbolj vrednotilo to, koliko si bil prisoten, koliko si nadvor naredil, pa tako bolj pa to, kakšno je bilo tisto, kar je bilo narejeno, kar me v bistvu žalosti. Ko sem šla, ne vem, prvič, ko sem doštudirala na Zavod za zaposlovanje, mi je gospod takoj rekel, naš cilj je zaposlitev za polni delovnik za nedoločen čas. Jaz si takrat niti podrazno nisem želela nedoločenega časa, recimo. In je to v bistvu taka predpostavka, da je tisti, ki pač ne želi delati za nedoločen čas oziroma za polni delovnik, da je na nek način neuspešen. Jaz pa mislim, da marsikdo je ravno zato uspešnejši. Problem je pa, kaj se dogaja, je pa, jaz sem mamica, in se veliko družim z mamicami, ki nekatere niti niso na zavodu. To se mi zdi najbolj ključno je, da, ker zaradi pač rojstva otroka ali pa dveh, ponavadi se pa to še najbolj zavleče pa 3 zapored, se enostavno postanejo kompletno nezaposljive. In moj predlog, ki sem ga pa konkretno navedla, pač, ki je bil vezan na trenutno situacijo, je bil pa pač, da se vsaj da subvencije Evropskega socialnega sklada za zaposlitev mladih mamic za polovični delovni čas, da lažje pač prestopijo v delovno razmerje. Zato, ker zdaj trenutno so subvencije Evropskega socialnega sklada, to je trenutna situacija, jaz menim, da se je to v krizi še toliko zaostrilo, da ravno mlade mamice, zato ker imajo nekoga, ki naj bi jih imel vzdrževal, so ravno za to populacijo so dali pogoj za kakršnokoli subvencijo, razen seveda za usposabljanje, pa to so dali subvencijo šele po 2 letih visenja na zavodu. Recimo avstrijska politika, jaz sem povedala, kaj je Avstrija sploh, je, da pač omogoči tudi mamicam, da so tudi 3 leta doma, ampak je to njihova izbira, če pa po 1 letu pridejo na zavod, imajo pa možnosti, da se zaposlijo, vsaj za polovičko, zelo veliko.
To je v bistvu taka avstrijska sistematična politika in oni res spodbujajo to zaposlovanje vsaj za polovičko v teh obdobjih. Pa tudi z mladimi se na tak način, da se zaposluje vsaj za polovičko, čeprav mladi so večinoma pripravljeni delati in tudi to ni življenjsko obdobje, ko bi človek ponovadi želel delati za polni delovnik. Razen v primeru, če recimo želi delati, pa zraven ustanavljati neko podjetje ali kaj takega. To je v Avstriji tudi bilo takrat zelo popularno in se je izkazalo za dobro. Zato, ker če delaš polovičko nekje, pa imaš potem še polovico časa za, ne vem, ustanoviti svoje podjetje, dobivaš ideje, znanje z terena na delovnem mestu, ne? Hkrati pa pač v tistem preostalem času imaš še vedno dovolj časa, da podjetje ustanoviš. Problem je pri nas, ker se SPE ustanavljajo tisti, ki so brezposelni mladi, ki v bistvu še nimajo nobenih izkušenj iz terena. Večina. To v bistvu ni zelo vidno. Nekaj se vsaj je fajn, da ima subvencijo, dobi nekdo, ki ima vsaj nekaj izkušenj iz terena. In Avstrija poskuša dati vsaj toliko, da je stik s tem, da recimo, ko nekdo pride iz fakultete, da ima stik, da lahko to znanje poveže z nekim pač situacijo na terenu. In da tlele ni lukan 5, 3 leta, 4 leta, v bistvu človek nič ne dela, znanje gre adiro in situacija je taka, da mora potem začeti na novem področju ali čez na novem. Da res poskuša obdržati ljudi v stiku za znanje. Mi se nismo ukvarjali recimo z delavci, ki so v proizvodnji in tako naprej, ker vsem se predpostavlja, če imaš ti nove kvalitetne projekte, službe bojo za tiste delavce. To, če imaš take projekte, ki imajo pač ki bojo imeli priložnost na trgu, pa predvsem se ukvarjamo s tistimi zaposlitvami, ki zahtevajo malo dodatno inicijativo. Če sem pa še kaj spomnila v debati. Se verjetno vas bomo tudi kaj vprašali, hvala. Zdaj pa bi, jaz mislim, čas je primeren, da se v občinstvo vključite z vprašanji, komentarji, prosim, imamo tudi nekreč mikrofon, zadaj, če ne, imamo tudi še dva. Ko slišim to besedno zvezo... Prostite, lahko predstavite. Judita Trajder. Ko slišim besedno zvezo ekonomska demokracija, potem se vprašam zdaj, ali gre za kakšno neznanje, nevednost, ali gre za iskanje grešnega kozla v ekonomiji, kot vedi, ali pa gre za namerno provokacijo, kar bi bilo sicer dobro, ker odpira polje diskurza. Vsekakor je to zame, ki sem tudi ekonomistka, nelogična besedna zveza. To je nekaj takega, kot če bi rekli, ne vem, medicinska demokracija ali pa strojniška demokracija ali pa kemijska demokracija. Kajti ekonomija je veda, nekateri rečejo znanost, to naj bo pač, da ne bomo se preveč petelinili, ne? Lahko je veda. Veda o gospodarjenju z redkimi dobrinami. Kar naloga ekonomije je, da preštudira načine, kako ustvariti čim večji profit. Kajti, iz profita lahko krijemo, če smo zelo dobro misleči in socialistično usmerjeni, lahko krijemo javno porabo. To pomeni, lahko imamo brezplačne šole, vrtce, brezplačni, ne vem, železniški prevoz, lokalni prevoz, podpiramo, subvencioniramo kulturne dejavnosti, književnost, take prostore, kjer se tu zbiramo, vse to. To vse se plačuje iz profita. Profit je obdavčen, trenutno z 20% in iz tistega se vse to krije.
naloga ekonomije je, da pač pomaga ta profit ustvariti. Kako se bo pa odločalo znotraj podjetja, to pa ni ekonomska demokracija, to je pa upravljanje podjetij in če bodo delavci solastniki in bodo boljše znali, bodo znali več profita pridelati s svojimi odločitvami, hvala Bogu. Ne? Ampak to ni ekonomija, to je treba ločiti. Predvsem pa, kar se te krize tiče, pogrešam namreč, mislim, zelo lepo je, da se takole zbiramo in skušamo rešiti svet, ampak jaz bi predlagala predvsem eno analizo, kaj je tisto bistveno, kar je v kapitalističnem načinu upravljanja podjetij narobe in kaj je tisto, kar je v socialističnem načinu upravljanja podjetij narobe, ker iz teh odgovorov lahko črpamo rešitve, ker kjer je problem, tam je rešitev. Toliko za enkrat. Hvala. Govor na začetno vprašanje, neznanje. Začela ste vprašanje s tem, gre za vaše neznanje ali za provokacijo. Ne provociramo. Že vrsta desetletij obstajajo jasne odgovore na zadnje vprašanja, ki ste jih zastavili, ki so napake, ki jih sedanje, ne ekonomija kot znanost. Ekonomija kot znanost je široka paleta razlag, kako funkcionira gospodarstvo. To, kar ste vi podali kot definicijo ekonomije kot znanosti, je en zelo ozek fragment trenutno v tem trenutku modern, ampak niti slučajno to ni ekonomska znanost. O čem se mi zdaj pogovarjamo, ni reševanje sveta, je ponujanje alternativ. Temu, kar se je prevladujoče v zadnjih stoletjih izkazalo kot ne zelo učinkovito. Če bi bilo zelo učinkovito, verjetno bi zdaj počeli nekaj drugega, manj dolgočasnega, kot provocirali ekonomisti. Torej, mislim, da res je, se da pomagati s tem, da se prebere nekaj literatura o ekonomski demokraciji, ki je res zelo bogata. Ja, v bistvu se strinjam, da bi pa vprašanju, bolj za vprašanje upravljanja, poleg tega pa seveda tudi lastništva, ampak, kot sem rekel, v bistvu vsako podjetje je tudi ekonomska skupnost in važno je tudi, kako ta skupnost funkcionira. Sedaj jaz v imenu profita, in se bom vrnil k samemu vprašanju profita, jaz ne bi žrtvoval vseh svojih demokratičnih pravic za to, da bom imel višji profit, oziroma to domnevno višja učinkovitost podjetja. Tako da zagotovo moramo tudi znotraj ekonomskega polja govoriti o demokraciji, seveda v tem smislu sodelovanja vseh, ki so vpleteni v poslovanje, v odločanje. Kar se tiče pa samega profita in njegove višine in učinkovitosti, pa današnja kapitalistična podjetja so zelo uspešna, ampak so uspešna zaradi eksternih stroškov. Nihče nikoli pa se ne vpraša, kaj so eksterni stroški. Recimo Apple je lahko zelo učinkovit, hkrati pa imajo v tovarnah, kjer ga sestavljajo podobne mreže, zato da samomorilci, ki se mečejo skozi okna, ne morejo narediti samomora. In tukaj je lahko rečemo bil vizionar, gospod, ki je ta Apple vodil, hkrati pa, ko se peljamo mimo podjetja, imamo pa neko zelo čudno arhitekturno rešitev. In zdaj, če je to ta profit, iz katerega bi potem mi črpali za našo družbo, jaz sem absolutno proti taki obliki profita. Če pa pogledamo določene študije, recimo študija primerjave konvencionalnega kmetijstva in ekološkega kmetijstva, če je študija narejena na kratki rok, ugotovimo, ja, ekološko kmetijstvo je manj profitno, manj učinkovito. Čim upoštevamo še eksterne stroške, se pravi okoljske socialne stroške, onesnaženje, bolezni, širitev škodljivcev, pa so vse dosedanje raziskave pokazale, da je bilo
to na kratki rok manj učinkovito gospodarjenje, ekološko kmetijstvo, na srednji dolgi rok bistveno bolj učinkovito, kljub nižji stopnji profita na kratki rok. Tako da pri profitu se moramo vedno vprašati, kakšen profit hočemo in kaj potem s tem profitom delamo. V bistvu jaz imam raje nižji profit, pa višjo zaposlenost in manjše onesnaženje okolja, večje zadovoljstvo ljudi, kot pa boljšo učinkovitost in hkrati opustošenje v okolju in ljudi, ki se med delovnim procesom mečejo skozi okno, ker ne zdržijo pritiska. Hvala. Jaz sem tukaj še zadodal, Toni. Meni je zelo žal, ker na to mesto bi zelo prišel en gospod iz Nemčije, ki je predaval pred letom Monovoda, ki je tam daroval €1 milijon za en projekt socialnega podjetništva. In ta gospod ima zasebno, ampak pač podjetje, ki je izjemno socialno odgovorno. Torej, inovativno podjetje v gradbeništvu, ker pri nas gradbena podjetja pač padajo, tisto podjetje ima izjemno dober izvoz in tako naprej stoji, hkrati pa izjemno dobre pogoje za zaposlene. In to je ena stvar, ki sem jo jaz nasplošno tudi opazila v Avstriji. Ko sem se pogovarjala, mi smo pač te rešitve predstavljali tam tudi lastnikom podjetjem in tako naprej, da tam je ta dolgoročna usmeritev in družbena odgovornost standard. Pri nas žal je to za marsikoga ne velja. In jaz mislim, da je to tudi stvar tega, kako izbiramo lastnike. Ker jaz kot psihologinja bom tako povedala. V Avstriji je zelo sistematično poudarek na izbiranju menedžmenta na tak način, da se izloči ti najbolj psihopatski narcise, ki dejansko ki pač niso dobri lastniki. Prvič zato, ker ne dovolijo